Dragi gledalci, preden boste gledali tale podcast, vam moram nekaj povedati. Glejte, ta podcast ni sponzoriran, nič nisem dobil plačanega za njega. Ni finančni nasvet. Jaz sem to punco povabil izključno zato, ker sem jo videl na TikToku, ki pač en biznis promovira in sem rekel, jo bom povabil. Povabil sem še par drugih, pa se mi ni noben odzval. Ona je bila edina, ki se je odzvala, to boste tudi videli v podcastu. Tako da zdaj, glejte, če se bo slučajno kdo s tem začel ukvarjati, moram jasno povedati, da jaz ne prevzemam čist nobene odgovornosti. Jaz sem hotel samo, da pove, kaj ima, in to je to. Jaz nobenega nič ne silim, nič, tako da za vse stvari ste sami odgovorni, da ne bo slučajno kdo kdaj kaj rekel. Ampak ne pa si želijo dovolj, da bi nekaj naredili v to smer. Tak, želijo si, da naprimer tudi moji sošolci, želijo si imeti več, ampak niso pripravljeni si najti službe ob šoli, naprimer. Tak, problem je, ker si samo želijo, samo govori se, nič se pa ne naredi. Denar, ki ga zaslužiš od doma, je denar, ki si ga zaslužil od doma. Ni tako, da si mogel iti tja, pa si mogel zamenjati svoj čas za denar. Ni tako, da sem mogla jaz doma zdaj sedeti 8 ur za 8 evrov na uro, naprimer. In se mi zdi to tak nori sistem, ker nikoli se nisem videla v nobeni službi, nobeni 8-urni službi. So tudi te novice, ko pač neki predsednik govori in medtem, ko on govori, dolar ful naraste ali pa ful pade. Zdaj, nikoli skoraj naprej ne veš, ali bo padel ali narastel, zdaj lahko predvidevaš glede na koncept, kak bo govor, ampak... Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes je moja gostja Larisa. Lariso sem našel na TikToku. Ona se ukvarja z zaslužkom od doma. Pa sem jo prosil, če bi prišla kaj več o tem povedati in je privolila. Tako da danes smo tukaj v studiu. Larisa, hvala, ker si se odzvala mojemu povabilu, tudi ker oddelec si prišla, tako da moram povedati, da cenim to. Hvala, da ste me povabili. Ja. Mogoče bi kar takoj šla na ta tvoj online posel. Jaz sem že malo starejši, pa neke nove zadeve ne poznam. Ti se ukvarjaš z nekim trgovanjem, če sem jaz prav razumel, ne? Tudi. Aha. No, lahko malo več poveš o tem tvojem poslu. Saj sem pogledal vse tvoje TikToke, ne? Ampak se veš, za nekoga, ki ni v tem, ne? Mogoče ne razume tako dobro, kakor pa nekdo, ki je, ne? Tako da, če bi mogoče malo razložila. Seveda, torej približno 7 mesecev nazaj sem se počutila tako, da popoldneve mečem stran zaradi tega, ker sem imela toliko časa, ki ga nisem za nič izkoristila. Ja. In sem scrollala po Instagramu, pa sem prišla čez eno to punco iz Združenega kraljestva, ki je po 6 mesecih lahko pustila svojo normalno službo kot barista, pa je lahko zaslužila pač svojo celo plačo do doma. Pa sem ji napisala, pa kako lahko ona to naredi, ne? Če lahko ona, pa lahko tudi jaz. In mi je pokazala, da se je ona partnerala up z tem podjetjem, ki pač ponuja finančno izobrazbo, pa ponuja ti tudi možnost zaslužka preko marketinga, pa preko potem tudi trgovanja na teh finančnih trgih. In se pravi, kaj ti trguješ? Z delnicam, z kriptovalutam, tam, kar si tiste zaslužke na TikToku ukazala, to je od trgovanja z delnicam, kriptovalutam, ali kaj tretjega, kaj jaz ne poznam? Torej, SageMaster je platforma, ki jo ponujamo in na njej načeloma lahko trguješ in Forex in kripto. Torej, in kriptovalute in torej valute, evro, dolar, Forex, ja. Torej, karkoli, ampak jaz večinoma gor objavljam samo kriptovalute, kar objavljam na TikTok. In kaj, če sem prav zasledil, to nekako ti ta sistem pomaga z umetno inteligenco. Pol to sploh ti trguješ ali umetna inteligenca, ali ti umetna inteligenca
daje neke nasvete, pa si jih pol ti upoštevaš, ali kako to gre, če mogoče lahko malo bolj podrobno razložiš, da bomo razumeli. Torej, to SageMaster, ki ga jaz Ja. gorbjolam, to dela vse umetna inteligenca. Ne rabim niti vstavljati tradov noter, ne rabim niti gledati, ne rabim niti spremljati. Vse dela sama od sebe, jaz sem 30 sekund rabila, da sem to gor nastavila in to zdaj laufa. Imamo pa tudi orodja, ki ti pomagajo, ki ti analizirajo. Imamo MasterGPT, ki je tako kot ChatGPT, samo pač, da je namenjen samo tem finančnim trgom. Imamo torej skenere, pattern skenere, potem imamo ta grid, ki ga jaz gor objavljam. Ta je za kriptovalute, ki ne preveč nihajo visoko, nizko. Potem pa še imamo ta AIDCA, ki pa je ravno za tiste, ki imajo velike premike v marketu, kot so neki meme coini. In to vse laufa avtomatsko na SageMasteru. Ja. Potem pa še imamo ločeno aplikacijo, kjer pa ti samostojno tradaš, torej trguješ z Forexom. In kako to, tudi Forex pa malo poznam, oziroma ne da poznam, da bi že jaz kdajkoli delal, ampak vem, da Forex to je to medvalutno trgovanje, ne? In če jaz to prav razumem, se pravi, moraš ti, ne vem, trguješ med evri in dolarji in zdaj ti ali staviš na to, da bo šel evro gor proti dolarju ali dol, ne? In potem pa, če zadaneš, zaslužiš. Imam si to prav predstavljam ali narobe? To ni čisto Forex, kaj vi govorite, to je bolj binarno trgovanje. Tam si ti nastaviš čas, na primer 1 minuta, pa ti v toti 1 minuti predvidevaš, da bo market padel ali pa narastel, tisto bi tako delovalo. Forex pa je bolj, da ti kupiš del tiste valute proti drugi valute. Naprimer, ne nastaviš, da bo zdaj evro proti ameriškemu dolarju narastel, naprimer, ampak ti kupiš eno čez drugo, pa jo prodaš, ko je tista druga več vredna. Ampak deluje nekako tako, da ti staviš. Ja. Vem, ampak kako češ pa ti vedeti, recimo, da bo šel dolar gor ali dol? Recimo neke take zadeve so, ne vem, kaj Trump zmagal, pa so predvidevali, da bo zdaj boljše v Ameriki, pa so pol ljudje dolarje kupovali, ne, ker so predvidevali, da bo šel gor, zato ker pač bo Trump dvignil gospodarstvo, ne, oziroma ali pa če bi bilo kontra, ne, da bi rekel, on je pa slab za gospodarstvo, bi potem pa nam dolarje menjalo v evre. Ampak to je na malo daljše časovno obdobje, tukaj pa ti omenjaš minuta, ali kako si rekla to? Minuta bi bilo binarno trgovanje, zdaj Forex pa, ne vem, jaz ponavadi trgujem od pol ure, pa mogoče gor do 6, 7, 8, več kot 24 definitivno ne. Ampak to se predvideva tako, da neki vzorci se ponavljajo v marketu, pa zdaj imamo tote seje, azijska seja, pač različne seje so za te Forexe in njihove banke, na primer azijske banke, one imajo na primer navado, da konstantno, na primer, če evro proti dolarju narašča, čez njihovo celo sejo narašča in ljudje pač to izkoriščajo, da pridejo do zaslužka. Potem pa londonska seja azijsko podira, pa takrat pada. Ponavadi tako deluje, to je zdaj zelo generalno. Potem pa so še novice, tako ste rekli, ali Trumpova, pa potem kupujejo, ali so to te novice, ko pač neki predsednik govori in medtem, ko on govori, dolar ful naraste ali pa ful pade. Zdaj, nikoli skoraj naprej ne veš, ali bo padel ali narastel, zelo lahko predvidevaš glede na koncept, kak bo govor, ampak približno. Sem tako jaz kot en laik bi to rekel, ne, da imaš pol možnosti, da to zadeneš. Ja, zdaj profesionalci, ki se s tem dalj časa ukvarjajo, oni zdaj vidijo vzorce, ki se dogajajo, da če neka valuta pride do neke točke, da bo definitivno ali šla gor ali šla dol. Zdaj obstajajo možnosti, da si sam analiziraš, ampak to še vedno ni 100%. 100% tradov ziher ne boš zadev, da bo šel v pravo smer. Zdaj lahko, če že 80 zadaneš, si dosti naredil načeloma. No, jaz sem gledal tiste tvoje TikToke, ne, je nekako bilo
v 30 dneh okoli 25% zaslužka, 25 do 30, imam prav spominjal. Ja, zdaj je, včeraj je bil 24. dan, pa je bil grid v dobičku 22 pa nekaj procentov. Aha. Ampak tudi rezultati ne morem reči, da bodo vsi dobivali iste rezultate. Jaz sem pač našla toti par, to je sicer kriptopar Render USDC in meni pač toti ustreza. Na mojem gridu deluje, ker jaz pač imam svoje nastavitve nastavljene. Zdaj, drugi povprečni rezultati na gridih so tam od 6 pa do recimo 12 v roku 6, 7, 8, 14 dni. Ampak se pa da zgoditi, da ne vem, grid ne performa dobro. Zaradi tega pa jih lahko nastaviš več hkrati, ne. No, to so zelo dobri zaslužki, če tako pogledaš, ne, zdaj, če imaš denar na banki, ne vem, če lahko kako več kot 2-3% dobiš, če vežeš na, pa mislim, da sem čisto preveč rekel, no, ker moje podjetje ima kredit za 1,8 obrestno mero, se pravi, to govorimo letno, ne, tukaj pa, tudi če 6% na 14 dni, to je 12% na mesec, ne, tako da to so ogromni, v mojem mnenju zelo dobri zaslužki. Nisem pa, ker nisem v temu, sem tole zelo slabo razumel, pa verjamem, da tudi gledalci niso čisto razumeli. Mislim, večinoma tisti, ki se ukvarjajo, ja, kaj to pomeni grid, kako to praviš, si vzela 2 kriptovalute, se pravi, to pomeni, da si na eno kriptovaluto stavila, da bo... Ne, torej, imaš ti bazno kriptovaluto, ki je v mojem primeru ta USDC, Ja. in potem AI samostojno kupi drugo kriptovaluto po nižji ceni in jo proda po višji ceni. Aha. Tako da načeloma se ne nastavlja, ampak se samo konverta iz enega v drugega. Zdaj, tega denarja ti ne v produkt vložiš, tako da ti ne daš tega na SageMaster gor, ker eni ljudje se bojijo, da se bo to samo naenkrat ugasnilo dol in da bodo izgubili vse kaj gor. Ti to vedno obdržiš v svoji denarnici. Ja. Tako da AI nastavi ta trade v SageMasteru, ampak ga nastavi v tvoji denarnici. Ti ga lahko vidiš v Binancah ali pa v Bybitu, tako da ti tega denarja ne gor dobaš. On ti samo analizira, ti naredi trade in je to to. Aha, se pravi, da tudi če bi enkrat ta zadeva ugasnila, ti nisi izgubila denarja, če te prav razumem. Ne, tako da če bi ta SageMaster bil scam, potem pa bi enkrat zginil dol iz interneta, ti ne bi izgubil denarja, ne. Ker ga vedno imaš na denarnici. Se pravi, pol ti vse, kar moraš narediti, je, da rečeš, koliko denarja boš vložil, verjetno zbereš neko kriptovaluto, če sem te prav razumel. In zakaj si ti glih to zbrala, ko si omenila, sem že pozabil? Render? Ne, ta kriptovaluta neki... Render USDC. Ja, no. Ta par sem izbrala. Zdaj USDC sem kupila zaradi tega, ker na Binancah v Sloveniji, mislim, da celo v Evropi ti ne moreš kupiti USDT-ja, zaradi tega, ker ne vem. Iskreno ne vem. Na enih denarnicah si ga lahko prestaviš iz USDC-ja v USDT, ampak na Binancah si ga enostavno nisem mogla. Čeprav večina parov na SageMasteru je naredi z USDT-jem, ampak se da tudi z USDC-jem. Vse približno enako. In pač to sem zbrala zaradi tega, ker ta ne spreminja vrednosti. To ni tako kot Bitcoin, ko lahko pade, naraste, to ostane isto kot je. To je tako, kot če ti evro samo premakneš v kripto in je to. Ostane ti konstantno isto. In potem sem izbrala Render, prvo zaradi tega, ker večji coini, večji tokeni, kot so Bitcoin, Ethereum, Solana, ti si rabil dosti več začetne vrednosti, da si lahko tudi grid začel. To so v jurjih številke, nad jurja si rabil denarja, da si lahko taki grid začel. Render pa je taki, ko mislim, da je minimalno bilo 74 USDC-ja, tako da če sem jaz noter dala 500 ali pa 400, še vedno sem lahko nastavila, medtem ko z nečim večjim coinom nisem mogla, ne. Aha, se pravi, bi potrebovala veliko več kapitala, če sem prav razumel. Ja, to je tudi odvisno od denarnice. Zdaj,
jaz imam bilance, zato ima tako, mogoče ima Bybit nekaj drugačnega, pa rabiš, ne vem, manj. Tudi XRP, na primer, si ga rabo 700 pa nekaj, da si lahko začel to igrati. Zato sem zbrala render. In koliko časa se že ti s tem ukvarjaš? Z takim konceptom od novembra, ampak da sem se pa partnerala z tem podjetjem pa od januarja. Se pravi, decembra si se začela ukvarjati s tem online zaslužki, če prav razumem. Konec novembra, začetek decembra. In gre dobro? Gre toliko, da se splača nadaljevati. Pač ne boš videl rezultatov, če ostaneš tu en mesec. Po enem mesecu je nerealno sploh reči, da jih boš videl. Odvisno za koliko kapitala imaš že za začetek za vložiti, ampak jaz kot študentka, jaz nisem imela tisoče in tisoče evrov za to vložiti, zato sem se tudi začela z marketingom ukvarjati, ki je pač še ena veja zaslužka. Kaj to pomeni, da si se z marketingom začela ukvarjati? To preprosto pomeni, da je tebi orodje bilo všeč in ga priporočaš prijateljem oziroma ljudem na internetu tudi. Odvisno, kako veliki želiš biznis narediti. Se pravi, to je pol tudi tvoj namen, te TikToki, da še koga dobiš v ta posel. Ja. No, ampak pri tebi je potem verjeten problem, ker si študentka, pa ker nimaš nekaj veliko kapitala, drugačne, če imaš 100 000 evrov, pa če je to 25% na mesec, je to 25 000 evrov, ne, tako da... Ja, ampak jaz še imam ta problem, da jaz nisem mogla toliko v produkt noter vložiti, zato imam neki nižji paket in z nižjim paketom jaz dobim samo en grid, na primer. Zdaj, nekdo, ki ima 100 000 evrov, bi si lahko s prve kupil najdražji paket, bi lahko s prve imel 25 gridov, bi lahko s prve imel 25 DCA-jev, pa bi mu dosti hitreje naraščal, pa zdaj meni tu ne. Se pravi, če hočeš vstopiti v ta posel, moraš najprej nekaj plačati, ne? Koliko si ti za ta en grid, če te zdaj sprav razumem, ti lahko zdaj sem z enom to kombinacijo trguješ, ko si prej rekla, ne? Ja, se pravi, ne moreš pol še eno, da imaš dva trgovanja naenkrat, če sem te prav razumel. Z eno lahko na grid, pa z eno lahko na DCA, torej na dolge roke pa na kratke roke. Potem pa še dobim aplikacijo z copy-paste forex tradanjem zraven, pa še potem finančno izobrazbo. In jaz sem za to od začetka plačevala $249 na 3 mesece. Tako da ni za nekaj. Se pravi, 70-80 evrov. 70 evrov dolarja ima na narejenke evrov. Mislim, da je 226 evrov. Ja. Se pravi, to je edini strošek ali je še kakšen drug strošek? To je edini, razen tisto, kar pač vložiš noter. Pa vsakeč, ko se pridružiš, še zraven dobiš ta trgovalni račun za $600, ki ga pač imamo partnerja, en broker, ki nam je ponudil ta funded račun za $600 za forex trgovanje, torej za copy-paste. Čak, lahko še enkrat razložiš tole glede forexa, kaj zdaj s tem $600? To pomeni, da si dobila račun, že $600 že gor, sem to prav razumel? Ja, in s tem lahko ti trguješ, tako je, kot da ni kot posojilo, ampak je tako, da si ti kupil funded račun, ampak da si ga dobil zastonj. In je $600, vse pravilo, kaj so, je, ne smeš izgubiti 10%, pa ko dobiš 10%, lahko se to dvigneš dol. To podjetje, ki pač to omogoča, iz katere države pa je? Tak, vse to? Ja. Sedež imajo v Dubaju. V Dubaju. Koliko časa pa že to podjetje deluje? Od leta 2018. 2018. Pa se zdaj mogoče bojiš, da bi šlo kaj narobe, ne vem, ker zdaj to je tudi dobra priložnost, ne? Mislim, jaz imam tudi enega prijatelja, ki je pač po mojem, ne vem detalje, ampak po mojem je vložil v nekaj podobnega, ki ti delaš, ampak mislim, da to en drug za njega dela, ne?
In on je to vložil že, sicer niso zaslužki tolikšni kot tukaj, so okoli 10% na mesec. On je kar nekaj konkreten denar vložil že leta, tam okoli 2020, in zdaj on je to že več, ko je vložil, si nazaj izplačal, plus glavnico ima še zmeraj noter, ne. Ampak je že več ven dobil, tako da tudi, če kako tisto propalo, je on na koncu naredil zaslužek, ne. No, in jaz sem pol to bratu omenjal, sem mu bratu povedal, pa sem rekel, lej, kako so ljudje pametni, sem rekel, vidiš, jaz pa sem vedel za to, ne, ampak se nisem odločil, ne. Pa je brat rekel, lej, saj bolj, da se nisi odločil, ker ti si tak hiter živčen, pa ne veš, ali bo ali ne bo, pa bi bil skozi živčen, pa tudi, če bi zdaj zaslužil, ne, ampak bi živci šli, ne. Tako da, mislim, če ne vem, kdo bi to meni lahko garantiral, jaz bi takoj to vložil, ampak ne vem, danes je toliko raznih prevar in je človeka malo strah, ne. Tako da, in zdaj ne tudi po eni strani, jaz, ki imam svoje podjetje, imam veliko dela, tudi ne gre slabo, ne. Prav zdaj nekaj malega, da vlagam, mi je to brez veze, če pa malo več, me pol pa že boli pa skrbi, ne, tako da, kako bi zdaj ti mene prepričal, da me to ne bi bilo strah? Ja, preprosto s tem, da so vsi legalni postopki, ki so bili proti tem podjetjem, so bili vrženi, tudi v tistih državah, ki imajo najhujši sodni sistem, kot je na primer Italija. Tako da ta postopek, ta struktura je popolnoma legalna, v večini držav po svetu, ne znam našteti niti ene, v kateri ne bi bilo trenutno. Ima papirje, poznamo ljudi, ki so na sedežih, se z njimi tudi pogovarjamo na klicih, se dobivamo 2-krat na teden. Tako da ne vem. To je to, kar lahko povem, ne. Tam si omenjala, da imaš tudi mentorico. To imaš tukaj mentorico v Sloveniji ali je to kakšna tuja? Nimam v Sloveniji zaradi tega, ker se mi zdi, kot da sem ena izmed prvih v Sloveniji, ki je sploh prišla do tega podjetja. Sicer zdaj nas je že več v tem, samo v tej skupnosti, ker jaz sem del skupine, ki se je partnerovala z BIM. Tako da se mi zdi, da sem skoraj edina v Sloveniji, ki dela marketing za ta sistem. Imam jo iz, tako sem rekla, iz Anglije. In kaj, ona ti kakšne nasvete daje, kako to poteka, se šlište enkrat na teden, enkrat na mesec, večkrat, koliko? Od začetka, prvo, ko se ti pridružiš, z mentorico ima sklic prvi dan, 2 dneva kasneje, da vidi, kako se uvajaš. Potem jo imaš en teden kasneje, od tega 2 dneva, tako da 9 dni kasneje. In takrat vidi, kako daleč si prišel, kako ti je zaupalo, če ti je všeč, če ti ni všeč. In potem, zdaj, če si ti samo uporabnik produktov, po potrebi, vedno, ko rabiš pomoč, lahko pišeš, vedno bo odpisala, lahko pa tudi si se zmeniš za klic, pač imaš klic, da ti ona nekaj pomaga. Zdaj, jaz, ko delam marketing, jaz se z njo slišim dosti več. Jaz se z njo slišim skoraj vsak dan. Klice imamo skupinske v njeni, tudi notranji skupini, približno 1 do 2 na teden vsaj, potem imamo posebej skupino, kjer si pišemo pač, kako daleč smo prišli, rezultate si noter pošiljamo v njeno skupino, tako, ne vem, 30 nas je noter mogoče. Vsak dan si pač z njo, jaz se vsak dan z njo pogovarjam. A drugače tudi kje vlagaš v kriptovalute ali se samo s tem trgovanjem ukvarjaš? Zdaj to ni finančni nasvet, Ja. ampak pred kratkim sem slišala za ta drugo plast Solane. Ven pride kriptovaluta, ki bo narejena iz druge plasti Solane, in sem jo zdaj kupila v predprodaji, zaradi tega, ker mi je pač en gospod, ki se s tem dobesedno ukvarja, to svetoval. In dobro, saj če zdaj kupim nekaj za 50 evrov, pa bo čez 3 leta vredna 1000-krat več, glede na to, kako napovedujejo, ker to je le Solana, ne.
trenutno, ne vem, mislim, da sem za 50 evrov dobila nekaj čez 20.000 teh druge vrsti salona in pač zdaj sem v to vložila. Kaj pomeni druga vrsta? Druga plast. Druga plast. Pač v istem tem blockchainu je, Aha. samo second layer, kao. Ne se tako poglabljam v stvari, tako tudi v Forex, vse kaj vem so te osnovne stvari, te kaj moram vedeti, da pač z njimi trgujem, ne se spuščam, kako to deluje preveč noter, ker tako Forex, copy-paste ni tako težko kopirati, prilepiti v MetaTrader. Kripto ni tako težko nastaviti, to tih 30 sekund, kaj za te grid porabiš, nas tako podrobno noter spuščam, ampak to pa je nekaj, v kaj sem vložila, ker pač ja, zdaj v predprodaji še dosti ceneje. Pa si ti v tem sistemu, ko delaš, si kdaj tudi že izplačala te dobičke, pa če je šlo vse normalno, ker pri kakšnih stvareh se kdaj zakomplicira, ker pa hočeš denar nazaj dobiti, ne? Sem v bistvu, tukaj se mi zdaj tebe, če sem te prav razumel, ti niti njim denarja ne nakažeš, ti imaš to nekaj v svoji denarnici ali kako. Ja, za ta SageMaster, Ja. da ti orodje uporabiš, tega ti ne na njim nakazuješ. Da ti orodje uporabljaš, to imaš v svoji denarnici. Pač plačaš samo to, da lahko, da imaš dostop. Do vsega. Uporabo orodja, bi Ja. rekel človek. Teda načeloma to, kaj vložiš noter, tega ne moreš zgubiti. Za izplačila iz Binance, valjda, da si lahko naložiš denar dol. Ja, to ja. Potem iz MetaTradera oziroma iz brokerja tudi. Pa potem z marketingom, kaj sem se začela služiti, to pa sem zapustila še gor, zaradi tega, ker ne vem, ker moraš izplačati na plačilno kartico ali pa na PayPal, samo ne vem, niso še tako število, da bi zdaj jaz to dvignila dol, ne. Kako je pa, rečemo, kdaj slišimo tiste denarnice lahko kradejo, ne? Koliko je pa to varno? Dva poznam, ki so mu ukradli. Sicer manjše zneske, ne? Ampak tako, ne? Jaz mislim, da glavni problem pri vseh teh kriptovalutah pa to je, da bi mrzdo vložil, če bi bila večja varnost, ne pa potem ena kriptoborza enkrat propala, pa nekaj je bilo, ne vem, se pravi, jaz nimam nobenih kriptovalut, šel sem enkrat na oziroma dvakrat na neki seminar o teh kriptovalutah, tako sem rekel, da ker vsaka novost, ki pride, ne, starejši, ki si, bolj ti je vse to brez veze, ne, ampak jaz se nekako to malo tega zavedam, ne, ker sem bil jaz star, ne vem, malo čez 20, moj oče pa to, ko sem jaz zdaj, ne, sem rekel, Madonna je na mojega ta starega cajt povozil, ne. Pa saj je res, ne, ampak zdaj se pa zavedam, da je tudi mene, ne. Tako da sem se odločil, pa pred leti sem šel na 2 ta seminarja. Na enem smo tudi odprli račun na Binancah, ampak meni ga nikakor niso potrdili, ker pač živim pri starših, se pravi, hiša je njihova in bomo še en račun poslati, ne, od vode, nekaj da ti potrdijo in meni to nikoli niso potrdili, ne. Čeprav sem za telefon, sem pol tudi poslal pa tako naprej, pa mi niso nikoli potrdili, tako da jaz niti na Binancah nisem dal tisti račun odprt, pa no, pa tam smo tudi, to je bilo edino, kar sem kupil kriptovalute. Tam smo na seminarju smo kupili za 100 evrov neke kriptovalute. Nekaj smo odpirali, ampak jaz sem tisto se zgubil in niti ne vem, katero kriptovaluto smo kupili, niti nič, tako da mogoče, ker ne vem, mogoče sem že ful zaslužil, mogoče pa se zgubil, tako da ne vem. Nekaj nam je rekel nekode, da moramo zapomniti se jih, nekam zapisati. Jaz vem, da sem jih slikal na telefon in imam vse backupe, tako da če bi to šel vse čez, bi verjetno še najdel, ne, ker samo jaz imam tega ogromno, ker potujem, pa pol slikam, snemam in tu imam, ne vem,
teh backupov s telefonom, jih imam več terabajtov, ne, tako da bi mi bilo malo težko najti. Oziroma, malo bi pogledal, kdaj je bilo, pa bi najdel. Mogoče se bom enkrat odločil. Tako da, ne vem, kako glede te varnosti, ne obstaja možnosti, da te tiste tvoje denarnice ukradejo. Pač na Binancah, na primer, Ja. ti si moraš denar, ki ga imaš na Binancah, poslati na ločeno denarnico. Binance imajo Binance in potem denarnico. Ja. In edini način, kako ti lahko, je, da te pač prepričajo, da jim ti to pošlješ, zaradi tega, ker ti ne moreš tega nazaj zahtevati. Ko je enkrat poslano, je poslano. Zdaj, če ti človek na drugi strani noče nazaj poslati, si pač izgubil. Na tak način, zato je pač dosti bolj nevarno, kot pa neki banka z bančno kartico plačevati. S tem, zaradi tega, ker ne moreš dobiti denarja nazaj, ko je enkrat poslan. Zdaj, ta marketing, ki se ukvarjaš, ne, sem opazil, da predvsem punce iščeš. Zakaj ne fante? Tudi nekje si rekla, da punce iščeš. Zaradi tega, ker se mi zdi, kot da se punca dosti bolj poistoveti z drugo punco, ki je v isti situaciji. Zdaj, nimam nič proti, da se fantje ne bi mogli s tem ukvarjati, valjda, da je pač kripto dosti bolj za fante, kot pa za punce na splošno. Mogoče, ja. Ja, ampak če se mi zdi, kot da imajo moški dosti večje predsodke glede tega na splošno. Pač ne vem, dosti več neprimernih komentarjev dobimo od moških, potem sporočila dobimo od moških. Punce pa so tako tiste, ki se želijo s tem ukvarjati, pa ki jih zanima zaslužek od doma, preko telefona, tiste bodo tako ali tako to začela, ne. Fantje pa, zdaj, jaz nisem tu, da nekoga prepričujem, da je to za njega ali pa ni za njega. Jaz tu pomagam tistim, ki jih to zanima. Pa se mi zdi, kot da s TikTokom, ne vem, privlačim napačno publiko. No, to ne smeš tako gledati, ker ti moraš to tako gledati, da en izmed tisočih je pa prav, ne. Ja, tudi res. Da ne, zdaj sej, še posebej v Sloveniji je tako, ne. Ivo Boscarol je rekel, Slovenci ti bojo prostili vse samo uspeha, ne, in Saj v res, bistvu narediš vse narobe, ne. Zdaj, tudi če bi nekdo v dobrodelne namene dal, ne vem, koliko denarja, bi se našli ljudje, ki bi to skritizirali. Bi rekli, to je naredil zaradi reklame, zato da se hvali, zato da mediji v njemu pišejo, ne, tako da pač to moraš v glavi izklopiti. In ne samo pri teh stvareh, pri vseh drugih, ne, saj Slovenci smo že pregovorno malo navoščljivi pa tako naprej, ne. En dober video sem videl že, jaz sem ga videl že 1 leto nazaj, je pa zdaj spet nekaj začel krožiti, tudi na TikToku sem ga videl po nekih storijih pa to. Sicer je posnet dol na Balkanu, ne, pa je en moški v eni vasi rekel, nije meni problem što ja nemam, nego otkud tebi. Se pravi, če bi prevedel, ne, bi rekel, ne, ni meni problem, če jaz nimam, ne, ampak me boli, ker ti imaš, pa me zanima, od kje to tebi, ne, tako da, tako žal to je. To bi mogli Slovenci malo spremeniti, ampak imam občutek, da še ne bo šlo tako hitro, ne. Drugače pa veliko punc je še na TikToku, ki reklamirajo neki zaslužek online, in če sem jaz tebe zdaj to prav razumel, so to one nekaj drugega reklamirajo, kot ti večina. Ja. Ker pri njih sem jaz pa dobil občutek in mi tudi veliko pišejo, no, vse so mlade luštne punce in imam bolj občutek, da fante lovijo in da jih bojo zato ujele, ker so lepe pa mlade, ne vem, mogoče me tudi tovara, tudi zmeraj, ko se snemajo, se zelo lepo zavihtajo pa to, ne. Tako da, kaj misliš, prav razmišljam ali narobe? Da se tudi na tak način lovi, Meni se zdi, da lovijo pač vse, zaradi tega, ker več kot imaš, več zaslužiš, ne, itak.
Ampak problem pri njih, kaj sem pa jaz zasledila, ker jaz sem tudi bila, jaz sem tudi isto promovirala, ne isto kot ona, jaz sem tudi bila pri njih, ko uporabljala sem iste produkte kot one nekaj časa, par mesecev, zato sem pač menjala partnerja, ker pač nisem bila zadovoljna tam, ne. Ampak se mi zdi, kot da, ne vem, zdaj za brez veze ljudem, ki itak že nimajo, promovirajo nekaj, zakaj ljudje nimajo. Na primer, dobila sem se zadnjič z eno punco, ki je bila tam 8 mesecev je bila tam in je rekla, ja, da ko se je z njo dol vsedla, enostavno ona s prve paket za 2 jurja, pa je to, ne. Jaz pa se dobesedno trudim priporočati ljudem tisto, kaj jim bo ustrezalo. Zdaj jaz ne bom neki študentki govorila, da si mora vzeti paket za 2 jurja. Pač ne se gre tako za moj denar, kot se gre za to, da hočem imeti močno skupino, ki verjame v mene pod sabo, ne. Ne vem, če zdaj lovijo moške ali punce, ampak se mi zdi, kot da so še njihove ekipe vedno dosti več sestavljene s punc kot s fantov. Samo ne vem, če sem zaslutila toliko negative na njihovih straneh, kot pa na moje. Ja, veš kaj, negativo najprej pri sebi vidiš in tudi tebe najbolj prizadene, ne. Ti vidiš pri sebi en grd komentar, se ti zdi veliko bolj grd, kakor pa ko vidiš 10 drugih pri drugih, ne, tako da je verjetno tudi na temu nekaj. Drugače pa ne, ko si to omenila, da kar hoče 2000 evrov, da vložijo, ne. Po eni strani je pa to dobro, ne, ker če ti moraš 2000 evrov dati, ne, seš potem res malo pozanimal za to, ne. Jaz sem kdaj iskal kakšne partnerje za kakšen posel, ne za take zadeve, kot ti, ne vem, eno spletno stran v Toku Krk samo in sem to pač bil en online vodič pa za reklamiranje apartmajev gor. Zadeva je nekaj nosila, pol sem pa hotel, da se to majčkeno razširi, sem pa še nekoga partnerja iskal, ne, da bi mi to pomagal, ampak partnerstvo, ne, da ga je zdaj zaposlen, se pravi, partnerja sva, se pravi, zdaj, kakor se bo naredilo, si bova razdelila, ne. Pa javilo se je 100 ljudi, ne, in najprej sem se z eno dogovoril in jaz nisem nobenega vložka zahteval, ne. Sem rekel, začneva delati in to je to, ne. No in ja, bom vse zainteresiran, pol, dobro, ti kar začni, so se že vse zmenila, čez 14 dni nobenega sluha ne duha od njega, po 14 dneh mu pišem, kaj bo, si kaj začel, ne boš, zdajle samo še nekaj drugega, pa zdajle še nekaj imam, čez 14 dni bom, ne. Čez 14 dni mu spet pišem, a bo ali ne bo, pa sploh odgovora ni, ne. Če bi pa s tem človeku rekel, jaz sem v ta posel vložil že kar nekaj svojega dela in tudi denarja, kar je bilo res, in zato hočem, da še ti zdaj v ta posel 2 jurja vložiš, pol bi pa bil resno zagrabil, ne. Tako da v enih primerih, tako da sem rekel, če boš še kdaj v komu s kakšnim partnerstvom, bo človek mogel denar noter vložiti, pa ne zato, ker jaz tega denarja, ker bi jaz rabil ta denar, ali ker jaz ne bi imel, ne zato, da bo njega malo bolelo. Da, če boš ti rekel, veš, meni se pa zdaj to več ne da, jebi ga, tiste 2-3 ure si izgubil, ne, tako da to je dobra motivacija, no, če mene vprašaš, ne. Ja, ampak imamo pakete, ki na primer za 2 jurja dobiš 6 mesecev, ne. Zdaj pa se mi zdi, da dosti boljše se splačati vzeti za 2 jurja 6 mesecev, sploh če si nekdo, ki, ne vem, hodiš v šolo pa hkrati delaš, pa bi rad nekaj takega začel, se mi zdi, kot da vsaj 6 mesecev moraš biti tu, da sploh zalaufa, da sploh vidiš, če ti je to nekaj všeč, kot pa da ti bom zdaj rekla, ja, tu imamo paket za 2 jurja za 1 mesec, ne. Saj je res, da je pol vsaki naslednji mesec samo $149, ne, samo vseeno, rajši bi priporočala začeti z malo manjšim, pa da vidiš, če je to za tebe potem več, ker vedno lahko dvigneš, ne pa moraš znižati. No, jaz sem bil na dostih predstavitvah raznih mrežnih marketingov, ker me veliko ljudi pozna in so me pol to vabili.
In jaz sem tudi dosti skrčal na to, sem rekel, zato da vidim, kako je ta sistem narejen. Ker na te predstavitve se splača iti, pa tudi če je skem, če je nategancija. Ker se lahko nekaj naučiš, ker jaz sem si zmeraj govoril, sem rekel, kako jaz ne znam prodati svoje storitve, recimo, da se ukvarjam vse optimizacijo, ne vem, če veš, kaj je to, pa to je pač, da na Google prideš visok, se pravi neko podjetje, če prodaje PVC okna, mi to naredimo, da če nekdo v Google piše okna, PVC okna, menjava oken, da se čim višji pojavijo, kar pol lažje stranke dobijo. In sem rekel, ne, jaz imam res dobro storitev, pa je ne znam prodati, ne, no zdaj pa zanima, kako znajo te to nategancije prodati, ne. Tako da sem tudi zato hodil, ne. In sem se tudi marsikaj naučil, no. In tukaj so zmeraj tudi prodajali neke pakete, visoka cena, ravno zato, ko sem tudi prej rekel, ker ko si ti dal 3-4 ure, pa to že pred 10 letom, ki je bilo še več uredno, pol nisi mogel nehati, ne. Je pa res, da vse te ljudi, ki jih danes srečujem, ki so me vabili na te predstavitve, ne, pa je teh ljudi vsaj 50, ni nobeden od njih uspel. In seveda tudi ni nobeden v tistem poslu bil več kot 1 leto, ne, ker ali je propalo, ali ni bilo, ali kakorkoli. Tako da, zakaj sem ti to povedal? Hotel sem reči, da ne, ja, všeč mi je bilo to tvoje razmišljanje, no, da ne, bi ti verjel, ko si rekla, nočeš ti, da zdaj nekoga nategneš, zdaj čim prej 2 uri, ne, tako da pač se mi tole verodostojno zdelo, no, to se ti hoče povedati. Ampak zdaj, recimo, prej si rekla, da te tisto košta na mesec okoli 80 €, so izračunala, ne? Ampak zdaj, če prav razumem, na začetku moraš pa še nekaj plačati, neki paket. Ali si ti prej rekla, da je tisti paket za 3 mesece 240? $49, ja. To je to prvo. To je edino, kar ti plačaš. Torej, imamo pakete za države, jaz temu rečem države, ki imajo šolo plačano. Torej, mi šolnine ne plačujemo za šolo, imamo 2 paketa, ki so prav namenjena takim državam, ki imajo pač šolo zastonj in bi to delali zraven. Enega za $100, pa enega za 249 za 3 mesece. Ki so si ful podobno, samo v enem dobiš tisto aplikacijo za copy-paste zraven, v enem pa ne. Torej, potem za 3 mesece dobiš, v enem pa pač ne. Ostali paketi, ki pa so dražji od tega, pa so že namenjeni za tiste države, ki pa šolnino plačaš, pa je to kot neki nadomestek za šolnino, zaradi tega, ker te vseeno uči, kako lahko ti služiš na teh finančnih trgih, je vseeno neko izobraževanje. In ljudje, ki pač niso šli v šolo dalje, niso šli na univerze, imajo možnost, da si pač to plačajo, pa se na tak način izučijo za zaslužek. Ti si prej rekla, da si študentka, kaj pa študiraš? Informatiko in podatkovne tehnologije. Kjer letnik si zdaj? Končujem 2. Končuješ 2. Kako da si se za to odločila? Pa, ne vem, takrat, ko sem končala gimnazijo, sem iskala nekaj, kar je bilo dobro plačano. Zdaj, vedno sem bila dobra, ne vem, v risanju, pa nisem šla na akademijo za likovno umetnost samo s tem razlogom, ker, ne vem, enostavno ne najdeš dobro plačane službe, ne. Zato sem se pač odločila na FERI, na programiranje, na informatiko, da bi pač ven prišla, da bi imela neki plan B, ki bi vseeno bil dovolj dober, da ne bi trpela, da ne bi pač živela od čeka do čeka, načeloma. Iskala sem neko službo, ki, tudi če me nič drugega ne narata, da bom vseeno imela neko solidno, neke temelje solidne. No, to definitivno so, ja. Kako pa ste zdaj mladi, koliko vam je pomemben denar, da si uspešen, da imaš neko uspešno kariero? Je to bolj pomembno kot družina? Kako to mladi razmišljate? To sem se rekel, ko bomo kakšnega mlajšega gosta, ki moramo vprašati.
Iskreno se mi zdi, kot da smo si med sabo vedno bolj različne. Naprimer, poznam ljudi, ki vsak razmišljajo, ja, želim živeti v neki mali hišici, svoje mirno življenje, oddelam svojih 8 ur in je to to, ne. Jaz pa sem, odkar pomnim, sem samo razmišljala o tem, kaj lahko naredim, da ne bom živela tako, kot sem živela, pač tako, kot so moji starši živeli v neki mali hišici sredi ničesa, ne. Da bom pač se povzpela gor po toti lestvici, karkoli, zato sem pač po osnovni šoli takoj šla v gimnazijo, ker sem bila tako, okej, to mi bo dalo najbolj močne temelje za naprej. Potem sem zapisala na neko šolo, ki bo imela dobro izobrazbo in potem, ko sem našla nekaj takega, da dobesedno lahko zaslužiš od doma, mislim. Vsaki denar, ki ga zaslužiš od doma, je denar, ki si ga zaslužil od doma. Ni tako, da si mogel iti tja, pa si mogel zamenjati svoj čas za denar. Ni tako, da sem mogla jaz doma zdaj sedeti 8 ur za 8 evrov na uro, na primer. In se mi zdi to tak nori sistem, ker nikoli se nisem videla v nobeni službi, v nobeni 8-urni službi. Tak ne predstavljam si, da bi delala 5 do 6 krat na teden po 8 ur. Zaradi tega mi je všeč, da živim v takem času, ko se da nekaj takega najti. Ampak vem, da ljudje ne tako razmišljajo. Eni so pač želijo živeti svoje mirno življenje in je to. Tako sem odmaknjena od vseh drugih trenutno, se mi zdi, da nimam čistega odgovora na to vprašanje, ker se ne nadružim toliko z njimi. No, ampak meni se pa zdi, da še nikoli ni denar bil tako pomemben, kot je zdaj. Seveda verjetno tudi zaradi Instagrama in ostalih socialnih omrežij, ker ti vidiš svoje prijatelje, ne vem, v Dubaju, na Maldivih, na nekih sanskih plažah, v nekih dragih oblekah, nekih dragih večerjah, ne. In potem si mrzlo reče, to bi pa tudi jaz in rečemo hlepeni potem, ne. Imam občutek, da ko sem bil jaz toliko star kot ti, da smo bili veliko manj nori na denar, kakor ste zdaj mladi, no. To je moj občutek, ki pa lahko, da se motim, no. Ja, pač problem je zaradi tega, ker si mladi želijo, ampak ne pa si želijo dovolj, da bi nekaj naredili v to smer. Tak, želijo si, da na primer tudi moji sošolci, želijo si imeti več, ampak niso pripravljeni si najti službe ob šoli, na primer. Tak, problem je, ker si samo želijo, samo govori se, nič se pa ne naredi. Včasih so vsi bili tiho, pa so delali za sebe, pa so v tišini si gradili življenje, ki so si ga želeli. Zdaj pa vsi samo govorijo, kaj bodo imeli, kaj si želijo, pa kaj bodo naredili, pa se nič na koncu ne zgodi iz tega. To je problem. Dosti se govori na Instagramu, na Facebooku, ampak se čisto nič ne naredi v to smer. Od ena znanka mi je povedala, ima sina starega malo čez 20, ne hodi v službo, nič ne dela in on je rekel, da bi hodil v službo, če bi mu vsaj 10.000 evrov plačal. Ali človek, mislim, ga poznam, vem, da ni nič od njega, mislim, meni, če bi prišel pa bi rekel, da bi za 500 evrov delal, bi rekel ti hvala, ne. Ker vem, da tudi 500 evrov ne zasluži. Ne, ampak on bi šel samo za 10.000 evrov delati in danes bi nekateri radi zaslužili nerazumno visoke zneske, pa se sploh ne vpraša, kaj on zna. Tudi včasih, ko sem še jaz vodil razgovore za službo, ko smo koga zaposlovali, ne. Pa je kdo na vsak način hotel vedeti, da mu povem, kakšna bo plača. Človek, kako če ti spovedati, kakšna bo plača, če čisto nič ne vem, kaj ti znaš, ne. Pa tudi kakšno imaš volo, ne. Pri nas smo zelo zaposlovali, ne ljudi z izkušnjami, ker se ukvarjamo s takim poslom, ker tudi težko, da imaš izkušnje, vse optimizacije, dobro je, 21 let na trgu, ne, ampak tu se niti v šoli naučijo, niti nič, in mi moramo dobiti nekoga, ki ga bomo naučili, ne. In mi smo zmeraj gledali predvsem, kakšen je to človek.
če je delavan, če ima delovne navade, tudi če je pošten, odgovoren, to ne bo ta glavno. Vsak človek, če ima voljo, se bo že naučil. Jaz sem milijon stvari delal v življenju, sem se vse naučil in še danes pri mojih letih sem da bi rekel ploščice polagati, jaz se bom naučil ali pa karkoli drugega. Enkrat sem celo šel v eni firmi, zato sem YouTube video, pa sem šel sončno elektrarno montirati. Pa sem to delal par ur, pa mi je že kar dobro šlo, tako da po mojem, da bi me vzel v službo, če bi hotel, tako da se da vse naučiti. Je pa predvsem v človeka odvisno, kakšen je človek. Imaš ti lahko genija, ampak če je on tudi, mislim, če tak človek, da se mu ne da, ali pa tudi imaš ljudi, ki so nesrečni v življenju, ne. In to svoje nesreče potem se mu službo prenaša. In srečen človek je ponavadi vseh prijazen, pa tako naprej. Zdaj pa, če ti dobiš enega zafrustriranega, ki ga je glih pred kratkem punca pustila, ja, bo še pol na druge slabo vplival, ne, tako da z ljudmi je težko delati, ja. Tako da, veš, kaj me pa moti pri vseh teh vaših zadevah in tvojih in vseh teh drugih punc, ki jih vidim na TikToku, ne. Veliko, da se malo norca delate z ljudmi, ki hodijo v službo, ne. To imate, predvsem igrate na to noto, zakaj bi delal v službi 8 ur, ne. Mislim, to se nekem človeku, ki dela, malo tako za malo zdi, ne, pa rečemo, ne vem, zdaj, če boš se vsi s trgovanjem ukvarjali, ne vem, se ne bo doktorjev, ne bo medicinskih sester, ne bo zidarjev, da bi bajte naredili, boš ti lahko imela kakorkoli kriptovalute, zato boš mogla kupiti stanovanje, ker ga ne bo, ne, tako da ne vem, zakaj ste glih ta način dolgo, da ljudem to trkate, ne boš me, da ti 40 let delal za plačo. Ja, zaradi tega, ker, ne vem, eni ljudje pač si želijo to, ampak jaz iščem ljudi, ki si tega ne želijo, ne. In včasih rabijo samo tiste, da izbudi nekaj, zato moj bog dobesedno to delam, zakaj to delam, če sem si rekel, da tega ne bom delal, na primer, ne. Da že 5-6 let nekaj dela in je tako, joj, ko sem bil mali, pa sem si to pa to želel, zakaj tega ne delam, pač želim zbuditi nekaj dni, da si želijo pač več, enostavno. Zdaj, jaz ne promoviram, da je trgovanje, ja, več boš zaslužil kot zdravnik, pa kot direktor, ker ne, ker s tem se ukvarjaš toliko, da ne rabiš pač v službo hoditi, ne. Jaz ne rečem, da boš s tem zaslužil milijone ali pa 100 000. Pač, če že 2 jurja ven dobiš povprečno slovensko plačo, še malo nad povprečno slovensko plačo od doma, pač ne vem, zakaj ljudje pišejo zdaj, ja, po tvojem računalniku se ne vidi, da služiš iz tega. Ja, so pa ti imaš mogoče isti računalnik, ne, pa služiš pač iz svojega, jaz pa pač iz svojega. Ne, jaz promoviram tu nekega grozno bogatega življenja drugim, da vidijo, kako živim. Pač promoviram to, da ne rabim hoditi v službo, pa da se lahko zbudim, kdaj se hočem, ne. Zdaj ne pljuvam po ljudeh, pa nočem, da se slabo počutijo glede sebe, ker pač eni so se to odločili. V družini imam sestro, ki enostavno ona se je odločila, da ne bi rada se ful trudila za denar in bo pač oddelala svojo, pa je to. In čisto razumem take ljudi, razumem, da nočejo biti pod stresom 24 ur na dan, da nočejo od začetka, jaz sem hodila v šolo, pa še potem biznis delala vsaj 8-9 ur na dan. Pač razumem, da si eni ljudje tega ne želijo, pa to ni za njih. Ampak tisti, ki pa si želijo kaj več, pa priporočam, da vseeno začnejo z nečim takim, ne. Dober začetek je, ker stvari moraš probati, da vidiš, če so za tebe ali niso. No, zdaj, ki si omenila stres, koliko pa tebi to stresa povzroča? Od začetka, ko še trguješ z emocijami, si konstantno, dokler je tisti trade ti tam odprt, si pod stresom.
Zdaj potem, čez čas se navadiš, pa čez čas ti nekako zalovpa. Ali pa od začetka, jaz sem si novi TikTok profil naredila, nisem imela TikToka prej, par let že ne. Ja. In da se moram posnemati, pa da moram poslušati nazaj svoj glas, to mi je bilo tako grozno. Od začetka sploh, pa da moram videe, besedilo gordovati, pa slike pregledovati, poskrbeti, kaj bodo drugi na toti video rekli. Ne vem, to mi je od začetka ful, zdaj pa mi je manualno, zaradi tega, ker si tiste delovne navade, to moraš narediti in to pač narediš, ne. No, jaz sem bolj mislil stres pod tem samim trgovanjem, če je. A gre kdaj tudi kaj dol, da zgubiš, ker jaz sem recimo sem tam leta 2006, so z enim prijateljem šla v Bosno, pa Črnogoro, pa Srbijo na izlet in tam se vse živo pogovarjaš in ta prijatelj se je kar veliko ukvarjal z delnicami, ne. In je tudi fino zaslužil. In je še mene navdušil. To me ni nič navduševal, da bi rekel, dej še ti, ne. Tudi potem sem ga za nasvet vprašal in mi je rekel, dej z malim stvarmi začni, da se boš malo naučil, pa to, ne. In jaz sem res začel z majhnimi vložki, dobro, sem bil podjetnik, tako da nekih 500 evrov zame ni velik vložek, pa tudi 1000, ne. No in vem, da sem najprej nekaj za 1000 evrov kupil, nekaj farmacevtski sklad, ali kaj je bil, ali. Potem sem kupil še delnice Luke Koper, to je šlo gor bolj kot kriptovalute. To je bilo neverjetno in potem pa začneš razmišljati, zakaj nisem iz tega več vložil, ne. In jaz sem v nekem trenutku iz 20 000 evrov zaslužil 50 000 evrov. In namesto, da bi jaz takrat to vse skupaj prodal, pa bi rekel, nikoli v življenju še lažje nisem zaslužil 50 000 evrov, ker to je bilo leta 2007, to je skoraj 20 let nazaj, takrat si dobil stanovanje v Ljubljani za ta denar skoraj. Ja, si ga dobil, si goren še ostalo te malo. In kaj sem jaz naredil? Jaz sem šel pa na banko še po 50 000 evrov kredita in še vse tisto vložil, potem pa sem padati začel, ne. In to je bil stres, ne. In tudi jaz verjetno zato zdaj nič ne vlagam, razen v neke zelo sigurne stvari, zato ker takrat, ne da sem jaz izgubil več kot 50 000 evrov, jaz še ene 3 leta svojega posla nisem mogel normalno delati, ker sem tiste tečajnice zjutraj sem že pogledal, kakšni so tečaji na tokijski borzi. Potem sem čakal ob 9, da se je odprla borza v Ljubljani, Sarajevu, Beogradu, ne, in si videl vse v rdečem in si preračunal, da sem pa 3000 evrov izgubil, 4000. In se pol tisti dan ne moreš normalno delati, ne. Niti tisti, niti še naslednji še pol, ne. Tako da jaz nisem izgubil samo 50 000 evrov, jaz sem izgubil še kar nekaj denarja, ker nisem svoj posel opravljal tako dobro, kakor bi ga, da ne govorimo po tem stresu, ne, ker to, da ne zamisli si zdaj, da ti izgubiš stanovanje v Ljubljani, ne. To sem rečemo jaz izgubil, ne, je to, ne, tako da ta stres sem jaz mislil, če gre kdaj kaj dol, Pač, jaz sem večinoma svojega kriptota kupila direkt, preden je Trump pač prišel na oblast. In potem, ko se naslednji dan zbudiš, pa je vse 20, 30, 40% dol, kot tak polovica, ena Solana dopadla za polovico čez noč, ker si tako malo, ampak ne vem, jaz nisem spet takih vložkov noter dala, da bi bilo tako, ok, zdaj pa se zato sekiram. Ne vem, bolj sem se sekirala, ko sem dobesedno dala nekaj 100 evrov v ta SageMaster, ampak SageMaster ti trada nikoli ne bo za prve minusu. On ti ga pusti tako dolgo odprtega, dokler ne bo kripto bounce pač nazaj, zaradi tega, ker se to pač dogaja v kriptomarketu, dol gor. In sem takrat imela odprt en zelo mali volumenski ta Tensor, ki ni veliki token, ni veliki coin in
lahko hitro zgubiš na teh malih. In nekaj naenkrat, pred Trumpom sem imela žgano, je laufal v profitu 8% v 4 dneh, pol pa kar naenkrat samo, ko sem gledala en teden, 2 tedna, minus 96%. Ampak to je potem naslednjih 2 tedna nazaj gor prišlo. Ne vem, se sekiraš malo v sebi, ampak ne vem, ko enkrat kupim nekaj na Binancah, je to kako da tisti denar enostavno pozabim. Bolj se sekiram za Forex te. Ker dobro, na kripto ti izgubiš procente, na Forexu pa ti lahko izgubiš vse. Ja, ker to se z vzvodom trguje, ne? Vzvod je to, da v bistvu imaš to tudi pri delnicah, ne? Ti kupaš, to sem bil takrat, 2006, 2007 sem hodil po teh seminarjih, so imeli tudi te borzno-posredniške hiše in vem, da so enkrat pač razlagalo nekem trgovanju z vzvodom. To pomeni, da ti v bistvu, ne vem, imaš denar za eno delnico Krke, ne, ampak v bistvu ti kredit vzameš, tako da imaš 10, da kupiš 10 delnic Krke, ne, sem potem, ne, če pada 10-krat hitrejše, pa raste 10-krat hitrejše. Ampak potem, ko si ti toliko izgubil za eno delnico Krke, potem pač si vse izgubil, ne, tako da verjetno se pri Forexu tudi na en tak način dela, oziroma verjetno, da je ena od opcij, ne, ampak se pravi, jaz sem na to glih ne spoznam najboljš, ne. Je pa to, rabiš kakšna posebna znanja, je zakomplicirano, recimo, ne vem, no, zame je bilo malo zakomplicirano že odprt račun na Binancah, ne. Dobro, ampak jaz sem imel problem s tem, da jim nisem mogel, ker moraš en račun moraš ti poslati kaj na tvoje ime, ne. In jaz tega žal nisem imel, razen za telefon, no, ampak tisto pa niso šteli, izgleda okej, ne. Že sem. Ja. Jaz sem poslala štipendije. Ja. Pa so pošteni. Ja, veš kaj, to je tudi verjetno, to oni imajo tam neke ljudi, ki to pregledujejo, tako da zdaj tudi mogoče, če bi ta moj primer en drug porok vzel, bi pa mogoče šlo čez, ne, tako kot na sodišču pravijo, moraš imeti srečo, če zjutraj, če ne vem, sodnika zjutraj ženska razjezila, on ti pa popoldne obsodbo dane, si ga najene, tako da je to verjetno. Ja, ampak ne. Narobiš, no, nisem. Ne. Iskreno vse, kaj jaz zdaj zahtevam od, če se nekdo iz Slovenije mi želi pridružiti, je to, da zna neko osnovno angleščino, ker še pač nimamo take sreče, da bi imeli izobrazbo v angleščini, v slovenščini, ki pa pač pomembno, samo se moraš naučiti, kaj ti dobesedno tam delaš, ne. Tako da osnovno znanje je pač angleščina, pa potem telefon pa dostop do Wi-Fi-ja, pa je to. Načeloma pa ne rabiš nič drugega. Jaz nisem imela pojma, se še zdaj ne na dobro vem, o čem se gre, zakaj se gre. Pač vem, kako se neke stvari nastavijo in je to, ampak ko sem pa začela, pa nisem imela pojma o ničem. Jaz sem predtem delala samo to binary trading, ko binarno trgovanje, to, kar smo prej rekla, da ti staviš ali bo nekaj naraslo ali bo nekaj padlo. S tem sem se čisto malo ukvarjala, nisem niti nekaj dosti naredila, tako da nisem vedela čisto nič, ko sem se prvič sem pridružila. Zdaj pa pač vem malo več, vem kako nastaviti, vem kako uporabljati in pač mislim, da to kaj rabiš, pa 6 mesecev sem že zdaj tu, ne. Tako da 6 mesecev bi glih idealno bilo, da ti razumeš sistem, da ga znaš uporabljati, da ga znaš nastaviti 6 mesecev. Zato tu imamo pakete po 6 mesecev. Kaj bi se pa zgodilo, če bi telefon izgubil ali pa do tega ukradejo? Mislim, lahko pol nekje drugje tudi odpreš, imaš nekaj gesla, verjetno pa take zadeve, ne. Ja, saj SageMaster je na internetu načeloma. Ti nimaš aplikacije, zato ni tako kot denarnica. SageMaster je tako, da tako, če bi na internetu odprl Boh, ali pa kaj tako odpreš SageMaster gor. Isti sistem je. Pač aplikacija, ti denarja nimaš na tisti copy-paste aplikaciji, tam so samo signali ven pridajo, tako da s tistim, če bi ti kdo telefon ukradel, tudi ne bi imel problema.
pač enostavno različen. Vse lahko odpreš na računalniku, jaz sem odprto na prenosniku, na sobnem računalniku pa na telefonu, odvisno od kje sem. Kako pogledaš to, ne vem, kaj pa če se zgodi, ne vem, da te ljudje, ki delaš z njim, ne vem, da imajo pa neko, da se pa enkrat zgodi, da je neka velika zguba, da tega ni nič strah, da bi ti kdo rekel, si me ti za J, ne. Ker rečemo, ko sem prej ti govoril o teh delnicah, ki smo mi tako kupovali. Mene je en prijatelj navdušil, pa potem še en, ta tretji je bil, ne. In ki je to tako padalo, ne, je rekel, so nas zajebali. In sem rekel, kdo nas je zajebal? Ja, zajebali so nas, se vidiš, ko izgubimo. Sem rekel, kdo nas ni zajebal. Mi smo bili budale, mi smo bili pohlepni, ne. Ker to smo kupovali te delnice tako, kaj bi šel kruh kupiti, ne. To si nekje v gostilni šlišal za neko delnico in sploh preveriti nisi šel. Si šel kar kupiti. To tudi, ne, ti si prej razlagala, kako je, ko vidiš ti, ne, kako zgubiš, ne. Je pa zanimivo, ko pa dobivaš, rataš pa tako samozavesten in celo misliš, koliko si pameten. Jaz sem mislil, sem najbolj pameten človek v Sloveniji, ne. Ampak se je dogajalo, da se je po 3000 evrov na dan zaslužil. Vstaneš zjutraj, pa imaš 3000 evrov. Ja, Madonna, se res smo za pametnega, ampak ne, tisti pol, ki gre pa dol, tista je pa huda, ne. Tako da nimaš ti, mislim, imaš to mogoče kaj straha, da bi enkrat pa nekaj dol palil, pa da bi vsi te malo zgubili, pa da bi kdo rekel, da si ti kriva. Pač tega se ne bojim, zaradi tega, ker prvo ponujamo finančno izobrazbo. Ti že denar tja daš za finančno izobrazbo. To ta orodja, kaj da vam ponujamo zraven, to je samo bonus. Teda, če ti z njimi izgubiš, bonus. Še vedno si izobrazbo pridobil. Pa zraven tega ne nas zato sekiram, zaradi tega, ker okej, zakaj bi zdaj mene krivili, če sem jaz isto potem nasedla načeloma, ne? Ni tako, da je zdaj samo nekdo pod mano to delal, jaz sem tudi to delala. Teda smo vsi nasedli, nisem zdaj nobenega zajebala, ne. No, saj sem ti povedal mojo zgodbo, ne, ljudje smo hitro taki, da naredimo drugega krivega, ne. Ponavadi narediš nekaj narobe in boš našel 1000 drugih ljudi, ki so krivi, ne. Nikoli ne boš pa rekel, jaz sem kriv, ker sem to slabo naredil, jaz sem sicer drugačen. Jaz moram karkoli za me slabo v življenju naredi, rečem si, jaz sem kriv, ne. Pa tudi, če bi, ne vem, res bil en drug kriv, recimo, da bi me en, recimo, nekako nategnil na en, bom rekel, zvit način, ne, bi še zmeraj rekel, jaz sem kriv, ker nisem to prepoznal. Ne, na koncu je vse sam kriv in tisti, ki pravijo, da so vse drugi krivi, ne, to je samo zgovor, potuha, prelaganje odgovornosti na druge, pa to lažno, ne, in taki ljudje tudi ponavadi ne pridejo delat v življenju, ne, ti moraš pač odgovornost sam prevzeti za svoje dejanje, ne. Tako da jaz tako to gledam, ampak vem pa, da 90% ljudi pa drugače gleda. In to je isto, kot če bi zdaj jaz krivila mojo mentorico, da jaz pa ne zaslužim 10 jurjev na mesec, tako ona. Da bi jaz bila tako, kaj jaz delam narobe, kaj mi nisi povedala, da ti imaš toliko boljše rezultate od mene, ko ona že to dela leto pa pol. Na primer. Ne morem zdaj nobenega drugega, sploh v tem biznisu ne moreš nobenega drugega kriviti za svoje rezultate, kot pa samo sebe. Se strinjam, ja. Bi mogoče za na konec še kaj dodala, se pravi, tole ni ravno moje področje, tako da mogoče te kaj nisem vprašal, ko bi te mogel vprašati.
Prej imaš kaj takega še, ki bi rada povedala. Rada bi samo povedala, da to ni neki način hitrega zaslužka. To je vseeno delo, trdo delo. Naš moto je, delam kot moški, da lahko živim kot ženska. Kaj bi to pomenilo? Da pač trdo delaš, da pa lahko živiš tudi nežni ženski slog življenja, da lahko potuješ, da lahko greš v fitness zjutraj. Ker punce, ki se že s tem ukvarjajo 3-4 leta, one več ne rabijo toliko dela, kot so morale včasih. Včasih pa so imele obdobja, ko so si najele sobo nekje, neki apartma, pa so se not zaprle za več tednov, da so si zgradile toti biznis. Da zdaj lahko živijo tako živijo, pa da zdaj lahko služijo 30 000 plus denarja s totim biznisom. Ker pač moraš delati, da potem zaslužiš. Nobenemu ne bom rekla, ja, tu zdaj sem prideš, daš tudi 100 evrov, pa boš lahko čez mesec dni šel z Jurjem ven. Ker to ne deluje tako, moraš delati, moraš se učiti, moraš biti pripravljen, vzeti vse nove informacije v sebe. No, če sem jaz vse to, kar so se danes pogovarjala, prav razumel, ne, zdaj, koliko ti zaslužiš, nisem odvisno, koliko delaš, ampak predvsem, koliko vložiš, ne. Se pravi, če zdaj pride nekdo pa 100 000 evrov vloži, je valjda, da bo več zaslužil, kot tisti, ki je vložil 100 evrov ali pa 500 ali pa 1000, ne. Odvisno. Zdaj, če si samo uporabnik produkta, potem dosti tudi je na tem, če imaš ti od začetka neki vložek ali ne. Zdaj pa, če ti prideš sem s tem razlogom, da bi si rad ustvaril ogromno kariero, veliko kariero v marketingu, potem pa ti ne rabiš dosti, da si dosti ustvariš, ne. Ker srečala sem se z eno punco z naše ekipe, na Dunaju smo se dobili, ona pa je iz Latvije. In je rekla, da januarja smo se dobili, ona je bila v tem biznisu te leto pa pol, jaz pa 3 mesece mogoče. In je rekla, da je januarja ven iz marketinga dobila 3 ure pa pol in da je marketing začela samo zaradi tega, ker pač ni imela denarja, da bi lahko vložila v produkte. In je začela z marketingom zaradi tega, ker takoj, ko ti postaneš uporabnik produktov, lahko marketing začneš zastonj zraven. Vsakaj moraš imeti en paket in je to to. In lahko začneš z marketingom zastonj, pa lahko z marketinga si pokrivaš to. In zdaj tisto, kar zasluži z marketinga, vloži v produkte in je tak biznis laufa, ne. No, zdaj sem se spomnil, te paketi, ti imaš ta paket za 80 evrov, so rekla, ne, na mesec. Ja. Kakšni so pa še pol višji paketi? Torej, imamo potem starter paket, ki se razlikuje za našo državo, pač za Slovenijo, za te, ki imajo šolo plačano, pa za druge države, to sta različni. Ampak tega ne priporočamo državam za šolnino. Torej, tisti, ki nimajo dostopa do teh 2 paketov, jim tega ne priporočajo, ker imajo dostop samo do izobrazbe. Torej, nič od AI-ja nimajo zraven, mi pa še imamo nekaj malega, mislim, da 3 gride, pa 3 DCA-je, pa še pač malo več izobrazbe še, pa pač aplikacijo. Potem pa dražji paketi so za 500 na mesec, pa potem vsaki mesec $149. Da prvi mesec več, potem pa vsaki mesec manj, ali pa tudi paketi se pa tudi dobijo v paketu za 6 pa za 12 mesecev, ki so pač pol malo cenejši, ko si izračunaš. Potem pa še imamo paket za 999 za en mesec, pa pol vsaki mesec 149. To pa so že tisti paketi, ko pač moraš imeti malo več vložka, ampak imaš ogromno AI supporta zraven, ogromno več izobrazbe zraven, ogromno več vsega pač. To so tisti paketi, da ti biznis lahko laufa v ozadju, dobesedno. Ti skoraj nič dela nimaš s tem. In pa še potem en dražji paket, ki pa tudi se razlikuje cena za naše države. Nad 1000. No, če sem te prav razumel, se pravi, zdaj, če jaz vzamem ta paket za 1000, mi bo treba manj delati, ker je več, nekako bolj deluje. Ali kaj dobim jaz več, če bi jaz, recimo, teoretično vzel ta paket, ti ga imaš tega za 80 evrov, jaz bi pa pol vzel, recimo, da vzamem tega za 1000, pa pol 100
49, ne. Kaj več dobim? Pač več AI-ja. Se pravi, Več gridov. bi tudi potem več zaslužil z istim vložkom. Z istim vložkom. Ja. Recimo, da hočem 10 000 evrov vložiti. Pa če bi 10 000 vložili v 80 evrov ali pa v... Ja, če bi bilo kaj razlike. Zdaj v tem za 80 na mesec. Če si ti izbereš v redu par, pa če ti laufa za 10 000, potem je to dovolj. Ja. Ampak za tistim pa imaš neko varnostno, ko jih lahko na več vložiš noter, pa več pomalo vložiš, na primer Ja. jurja v vsakega. Pa si malo Pa- znižaš tveganje. Ja, pa je malo bolj varno, pa še zraven tega, zraven tistega paketa pa že imaš Forex na SageMasteru, ker do tistega za 500 imaš samo kripto, pri onem za 500 izbiraš med enim ali pa med drugim, pri tem pa pri vseh naslednjih pa dobiš oboje zraven. Teda ti tu lahko povežeš kripto, lahko povežeš Forex, pa še ti Forex lahko samostojno trada. To so razlike, pač dosti bolj manualnega, ampak to so paketi za Avstralijo, ko ima minimalca 16 evrov na uro, ne? $16 na uro. Ali pa za Ameriko. Zdaj to v... Zato so cene paketov različne po državah. So malo prilagodili. Ne, seveda, nekdo v Indiji ne more to plačati, kot tam je, pa ne vem, najbrž pa so evro na uro plačani, ali pa še to. Ja, pa tudi, ne vem, tudi v Evropi imamo ene valute, ki so tako ful manj vredne od evra in v njihovi valuti je en paket vreden dosti več, pač ful dosti zveni, ali pa tudi v Afriki. Zdaj v Afriko, market v Afriko je tudi tako, zdaj odvisno od države spet, ampak njihova valuta je tako mala, da si oni sploh ne morejo predstavljati, koliko to ti paket pride, ker ti rečeš $249, ne. Jaz sem bil zdaj v Vietnamu in so skoraj vse, no, čim že sobo najameš, ne, ampak poceni sobo, ne, to je vse v milijonih, ne, tistih, kako že ni, dong, vse valuta, ne. Ne vem, mislim, da za 100 evrov dobiš 3 milijone ali nekaj takega, ne, tako da je vse v milijonih, ja, tako da se ti pol kar zmeša, pol pa koliko, da sem rental skuter, ne, sem rekel, koliko je vreden, ne, če bi ga razbudil, majčkeno vem, ne, pa me v nekih milijonih pove in se sploh preračunati ne znaš, tako da ne, tako da, ja. To je pač problem s tem, zato delamo z dolarjem, ker je pač najbolj razširjen, ampak pač market od neke take države je malo tak. Ampak je pa to idealen trg, ker če se nekdo iz neke emerging države, kot je Slovenija na primer, s tem dobesedno začne ukvarjati, lahko hitro prideš na 10 jurjev na mesec, če začneš z marketingom, na primer. V roku 8 do 12 mesecev si brez problema lahko tam, pa nam 10 jurjev dosti več pomeni, kot pa nekomu z Avstralije, na primer. Ko imajo že na uro toliko več, ne. Zato pač tu so opcije neomejene. Sem po drugi strani, če enkrat imaš neki kapital, 100 000 evrov, zakaj bi pol marketing delal, ker ti že ono prinese, ne, 25 000 evrov na mesec. Ja, ker so izplačila tako visoka z marketinga. Se pravi, zdaj, če ti na koga dobiš not v ta svoj sistem, dobiš to enkratno plačilo, ali dobiš potem tudi še od njegovih trgovanj in tako naprej. Ti dobiš od njega in potem, če on ostane, še potem vsaki mesec od njega, ne. Ampak Določen znesek ali je odvisno, koliko on dela, koliko ima denarja vloženega, ali... odvisno od tebe, odvisno od katerega paketa si ti, no. Ja. Pa potem pa odvisno od katerega paketa on, no. Aha. Ampak zraven tega, zraven procenta pač njegovega paketa še ti dobivaš dodatke. In ti dodatki so potem ne nazvenijo dosti od 100 naprej. Zdaj, najvišje, kaj ga imamo na ekipi, je okoli 30 jurjev na mesec. Samo dodatka.
Dodatka od koga? Commission se služi dodatek od marketinga, potem pa še ti dobiš za vsaki paket posebej. Tako da tudi 30 jurjev, na koncu 100 jurjev, ne. No, ja, jaz si tako to predstavljam, ne. Se pravi, rečemo, da sem bil jaz prej v tem poslu, ko si ti, pa da sem jaz tebe noter dobil. Ti plačuješ 80 evrov na mesec. Skupaj plačam 249 mesec. Ja, no, tukaj nekje. Se pravi, jaz v teh 80 evrov verjetno nekaj jaz dobim in to ne more biti neki ful. Ne? Ker nekaj mora firmi ostati, ne vem, lahko dobim 10-20 evrov, več jih bo po mojem, ne. Vsaj tako ni dosti, ampak ko pa potem dobiš nekoga na višjem paketu, 500 Aha. jurja, pa še ti od vsakega dobiš business volume. Kaj to Ja. pomeni? Pač vsak paket ima neko določeno število točk. In ti te točke zbiraš in s tem hitaš, pač rankaš, rankapaš, ne. In višje kot si, več ven služiš za tem dodatkom, ampak razlike med vsakim naslednjim rankom so pa tako velike, da je zmes ogromno možnosti za zaslužek. Tako, lahko si ti dobivaš dodatek jurja pa pol, pa še z vsem, kaj imaš, z vsemi deli paketov, ki jih imaš na ekipi, še ven dobiš po tamale 7 jurjev. Zaradi tega, ker je naslednji rank tako daleč stran od tega, da še ti manjka dosti, ne. Ja. No, tole je malo težje razumeti, Ja. no, tako da to bi se najbrž mogel malo bolj v to poglobiti. Ja, nič, jaz ti želim veliko uspeha v tem poslu. Še enkrat hvala, ker si se oglasila. Jaz sem mislil, da ne boš prišla, no, ker sem že ene par teh povabil, noben se ni odzval. To tudi ponavadi pove, da še sam ne zaupa v to, ne. Tako da tudi to že nekaj pomeni, da si prišla, če drugega ne, vsaj da ti v to zaupaš, ne, ker nekateri izgleda pa prodajajo stvari, ki niti sami v njih ne zaupajo, ker ne vem, meni če kdo bi me kamorkoli poklical predstaviti to našo SEO optimizacijo, jaz seveda bi šel, se mi to samo korist, ne. Če bi pa zdaj jaz se tega izogibal, pa pomeni, da verjetno nekaj skrivam, karkoli, no, tako da sem vesel, da si prišla. Ja. Pač še zdaleč nisem profesionalka v tej smeri, še Ja. zdaleč nisem niti blizu služenja 10 jurjev tako ostali na ekipi, pač tistega so že pač dlje tu. Ampak se mi zdi, kot da je potencial tu v Sloveniji, pa si želim, da bi ljudje to slišali. Sploh zato, ker zadnjič sem se pogovarjala z eno punco, pa je bilo tako, mene zanima, zakaj vse to druge na internetu, kaj to objavljajo? Zakaj ne njihovi fanti to delajo, njihovi prijatelji, če pa je taka možnost zaslužka, ne? Zakaj potem ne njihovi bližnji tega delajo? Ja. Da sem bila tako, jaz ne vem, ne, jaz imam svoje kolegice v tem, so tudi začele s tem. Ker jaz verjamem, pa one verjamejo, pa jih je že to zanimalo, pa še pač niso našle nekoga, ki bi jim to predstavil pravilno, oziroma nekomu, ki bi to zaupale. Ne, pač zdi se mi, kot da je možnost, ampak pač ljudje so, Ja, ljudje imamo svoje prepričanja, ne, kakor si pa rekla, sestro pa verjetno nisi prepričana, ne. ne, ona ni za take stvari. No, saj, pravim, ljudje smo različni, nekateri pač niso za to. Nekateri, kakor sem jaz rekel, ko sem se s tistim delnicam opekel, ne, meni bi ti takrat lahko povedal, mislim, pa saj, zdaj, ko gledam, ne, mislim, saj, jaz sem potem od tistega, ne vem, vse, kar sem danes zaslužil od leta, bom rekel, 2009, rečemo, ne, pač 2008, ker sem kupil 2006, 2007, pol je pa to bil, pol pa nisem seveda več ne kupil, tisto sem pa držal, ne. Ampak v bistvu jaz, rečemo, na denar, ki sem ga zaslužil leta 2008, ne,
sem ga šparal, sem ga imel sicer v nekih depozitih na banki, ne, ki so bili sicer med letom 2008 pa 2012, se spomnim, pa ta obrestna mera kar nekaj 3-4%. Ampak to še inflacija ni pokrila. Zdaj, če pomisliš, ne, jaz leta 2008 sem dobil, je bila kava mogoče 50-60 centov. Danes je pa 2 evra, ne. Se pravi, jaz sem takrat mislim, koliko sem denarja izgubil, če tako pogledaš, ne, ker sem za tisti denar, ki sem ga takrat prišparal, takrat bi lahko eno kavico spil, danes moram pa 3-krat več dati za eno kavico, ne. In zakaj nisem nikamor nič vlagal? Zato, ker me je to prestrašilo in potem te ne more noben prepričati, ne, če nekoga kača pič. Mislim, on se bo pol bal tudi gliste, ki bo videl, ne, tako da to je. Različno obdobje imamo ljudi in pač nekoga ne boš prepričal, pa če imaš najboljšo stvar na svetu, ne. Imaš pa lahko tudi neko nategancijo, pa človeka glih v ta pravem trenutku dobiš in je to, ne. Tudi mene kličejo razni, bi mi radi kaj prodali, me kličejo po telefonu, ne. In če me dobijo nekaj, ki imam jaz neke skrbi, ne, pa nekaj rešujem en težav, mislim, on mi ne more takrat prodati, pa če mi neko najboljšo pa najcenejšo stvar na svetu ponuja, ne. Če se pa glih kdaj v avtu peljem, pa mi je malo dolgčas, ne, pa nekdo kliče, kaj pa se malo poslušam, pa se rečem, da vidim, kako mi bo prodajal pa to, ne. Tako da je to tudi odvisno od časa, človeškega razpoloženja. Super. Jana, še enkrat hvala, veliko uspeha želim. Hvala, ker ste me povabili, Ja, Saj presenetilo me to, da še noben ni prišel o tem govoriti. Meni. Ja. Ja, saj pravim, verjetno nimajo čisto vest. Ne vem, jaz grem lahko h komurkoli, sem bil tudi že na večjih podcastih povabljen, ne, in tudi reče, a te lahko to vprašam, seveda, vse me lahko vprašaš, jaz imam za vse odgovor in tudi, če me kaj vprašam o nekih slabih stvarih, ki sem jih naredil v preteklosti, jaz to povem, ja, takrat sem to naredil in narobe sem naredil in to je to. Eni pa skrivajo in potem, ko skrivajo, je to še slabše, ne. Računam, jaz tam na enem podcastu nekaj zlažem, olepšam eno zadevo, pa ven pride, da je bilo pa čisto drugače, pa pol vsi to cel internet razpreda. Ti najbolj ljudem, če nekaj slabega narediš, najbolj ljudi zapreš usta, če priznaš, rečeš, ja, to sem res naredil, napako sem naredil, pač to je to, ne, tako da to dosti pomeni, a kdo hoče priti, pa kdo noče priti, ne, tako da tistemu, ki rekel, ne pridem, mislim, tistemu ne zaupam. Ja. Super, dragi gledalci, hvala, da ste tole gledali do konca. Napišite kakšen komentar. Lahko tudi predlagate kakšnega, koga naj za gosta povabim. Če imajo moji gledalci kakšno vprašanje glede tega, pa če ga zastavijo v komentarju, boš odgovorila? Bom. No, super, evo, lejte, tako da lahko zastavite, pa boste še odgovor dobili. Hvala.